Kako vam gre? Za vami je pravzaprav eno zelo težko obdobje. Kako ste zdaj v domu? Kako ste s številom obolelih? Ste že povsem pregnali covid in rdečo cono? Ja, res je, za nami je eno tako zahtevno obdobje. Z veseljem pa sporočamo, da so se zadeve v Domu starejših Laško umirile. Trenutno med zaposlenimi in med stanovalci nimamo okuženih. Zadnjo okužbo med stanovalci smo zabeležili oziroma zaznali 24. decembra, med zaposlenimi pa 22. decembra. Zaposlene redno tedensko testiramo s hitrimi testi, prav tako pa teste izvajamo pri stanovalcih, pri katerih se pojavi kakšen simptom, in pa po zaključku bivanja v sivi coni. Zdaj, ko je vse že končano, lahko poveste, kolikšno število ste imeli obolelih. Slišati je bilo, da zelo veliko. Drži, 10 mesecev smo se v Domu starejših Laško uspešno borili proti covidu. V mesecu decembru pa so se okužbe pojavile pri nas in se kar razširile. Skupno je bilo 100 okuženih stanovalcev. Moram pa reči, da smo bili zelo dobro pripravljeni. Imeli smo vso potrebno zaščitno opremo in pa tudi pripravljene ustrezne krizne načrte za vzpostavitev rdeče cone. K sreči je veliko stanovalcev bolezen prebolelo brez zapletov, brez težjih oblik, nekateri celo brez simptomov, nekateri samo z izgubo vonja ali okusa. Žal se je pri nekaterih stanovalcih zadeva tudi zapletla in se je bolezen razvila v težjo obliko. Na žalost je 8 stanovalcev tudi umrlo, so pa imeli tudi druge pridružene bolezni. Ker je bilo potrebno vzpostaviti ločene kadrovske ekipe za delo v beli, sivi in rdeči coni in pa zaradi dejstva, da je bilo tudi med zaposlenimi kar nekaj obolelih, smo poiskali zunanjo kadrovsko pomoč. Priskočili so nam na pomoč iz naših enot Termane, in pa iz Zdravstvenega doma Celje, Zdravstvenega doma Laško in pa iz 2 sosednjih domov, kjer so se z okužbami že srečali pred nami, to je Jožefov hrib iz Celja in pa Trubarjev dom Loka pri Zidanem Mostu. Vsem smo izjemno hvaležni za to sodelovanje, da smo zadevo lahko ustrezno speljali. Se pravi 8 žrtev, pravite, da je terjal covid pri vas. Kakšne so sicer posledice, torej covida-19 pri vas? Ja, če na posledice pogledamo iz širšega vidika, ta socialna izolacija sigurno ne vpliva dobro na vse ljudi, tudi na naše stanovalce, ne. Dom je bil vedno stičišče dogajanja, druženja, neomejenih obiskov. Vse to je sedaj onemogočeno oziroma omogočeno v manjši obliki in to vsekakor ne vpliva ugodno na naše stanovalce. Se trudimo, da zagotavljamo različne aktivnosti znotraj manjših enotnih skupin, da nekako nadoknadimo tisti manko socialnih stikov. Tudi ko obiski niso bili mogoči, smo se trudili, da so stanovalci s svojci vzpostavljali kontakte preko telefonskih pogovorov oziroma videoklicev. Smo pa veseli, da smo že v zadnjem tednu decembra ponovno vzpostavili zopet obiske, tako da so ti socialni kontakti zopet možni in da je ta stiska čim manjša. Hitro testiranje. Verjetno še testirate tako zaposlene kot tudi stanovalce. Drži, zaposlene testiramo enkrat tedensko, stanovalce pa ob pojavu simptomov in pa ob zaključku bivanja v sivi coni. V sivo cono je stanovalec nameščen po vrnitvi iz bolnišnice. Prav tako so v sivo cono nameščeni novi stanovalci, se pravi stanovalci, ki so sprejeti v dom, so za teden dni nameščeni v sivo cono. 8. dan sledi testiranje in premestitev v tako imenovano belo cono, če pri stanovalcu ni potrjena okužba, oziroma v rdečo cono, če bi bila okužba potrjena. Kakšen je interes za cepljenje pri vas, tako pri stanovalcih kot tudi pri zaposlenih?
Ja, interes za cepljenje je precejšen. Prvih 45 stanovalcev smo cepili že isti dan, ko smo cepivo v dom prejeli, to je bilo 27. decembra. Prejeli smo cepivo proizvajalca Pfizer in BioNTech. Tako da smo veseli za takšen interes. Skupaj je precepljenih in prekuženih trenutno 93% stanovalcev in pa 60% zaposlenih. Nekih zapletov po cepljenju nismo zabeležili. Prve odmerke smo naročali domovi sami direktno, sedaj pa naročamo preko zdravstvenega doma. Kaj vas je COVID-19, to bližnje srečanje vaše z njim, naučil? Ja, potrdilo se je, da so v našem kolektivu izjemni zaposleni. Resnično so bili tako kot vedno pripadni, trudili so se po najboljših močeh, naši delovniki so bili dolgi, zahtevni, ampak kljub temu smo ravnali strokovno, za stanovalce je bilo zelo dobro poskrbljeno. In pa spoznali smo, da delujemo v lokalnem okolju, ki, da tako rečem, zna pristopiti na pomoč, ko je nekdo pomoči potreben. Tu se resnično želimo zahvaliti Zdravstvenemu domu Laško za zelo dobro sodelovanje, Zdravstvenemu domu Celje, tako kot sem že prej omenila, tudi Domu starejših Loka in pa zaposlenim iz Doma starejših Jožefov hrib. Tudi civilni zaščiti, ki nam je pomagala pri vzpostavitvi zunanje rdeče cone, in pa seveda vsem našim zaposlenim, še enkrat, tako zaposlenim v Domu starejših, kot tudi zaposlenim v drugih enotah družbe Termana. Naučili smo se tudi to, da stvari niso samoumevne, da ni samoumevno, da se lahko družimo, da lahko imamo obiske, da se lahko gibamo na svežem zraku, in zato smo za te zadeve še toliko bolj hvaležni. Res smo veseli, da smo lahko ponovno vzpostavili obiske. Veselimo pa se tudi dni, ko bomo lahko naša vrata ponovno odprli za otroke iz vrtca, za šolarje, za razna društva, ki bodo ponovno popestrili življenje našim stanovalcem. Zdaj, potem, ko je srečanje s covidom mimo, česa se v domu najbolj bojite? Ja, glejte, še vedno je nekaj stanovalcev, ki okužbe niso preboleli. Vemo, da so zaščiteni šele nekaj dni po prejemu drugega odmerka cepiva, tako da si želimo, da ta drugi odmerek čim prej prejmemo, da stanovalce lahko ponovno cepimo, da ne bi prišlo do kakega novega vala, novih okužb. Tako da to je tista naša skrb, naša bojazen. Pripravljeni smo, ampak vseeno si želimo, da se zgodba ne bi ponovila.